Zdaj imam eno vprašanje za vse tri predsednike podmladke strank. Bi vas presenetilo, če bi se po volitvah zgodila kakršnokoli drugačna koalicija vaših strank, kot pa ta, ki jo napovedujejo vaši predsedniki? Ja, zagotovo bi nas to presenetilo, zato ker mi smo se nekaj zavezali, mi verjamemo, zaupamo en drugega in mogoče se ta koalicija zna samo še razširiti, ampak mi ostajamo. Ja, tudi jaz mislim, da ni razlogov, da bi dvomili v to, da bi ostali v taki koaliciji, kot smo. Verjamemo v načelnost vseh treh predsednikov levih strank in to je to. Jaz sem prepričan, da takšnega presenečenja ne bo. No, kaj pa, če vseeno pride do takega presenečenja, boste zapustili svoje stranke ali boste nekako probali prepričati te predsednike strank, da odstopijo sami? Mi smo avtonomne organizacije znotraj strank in sprejemamo odločitev avtonomno. Moja odločitev kot kandidata na teh državnozborskih volitvah je, da če bom izvoljen, sigurno ne bom podprl vlade Janeza Janše in prepričan se, da tudi naša stranka ne. Skratka, moja glasovnica ne bo nikoli obkrožena. Jaz bi rekel, da je praktično nemogoče, da bi prišlo do tega. Praktično ali teoretično? Meji na meji. Praktično. Jaz mislim, da je bil naš predsednik izjemno jasen glede tega in da te možnosti ni. Tako da, drugače pa Mladi forum ravno tako avtonomna organizacija in nima veze s stranko. Zdaj imam pa še eno vprašanje, ki pa temelji takole. Kaj pa, če bo 4 leta vladal Janez Janša, kaj boste pa potem počeli 4 leta? Jaz upam, da se to ne bo zgodilo, ker se ne sprašujem samo, kaj bom počel jaz, ampak kaj bo počela Slovenija. To me resno skrbi, ampak prepričan sem, da se ljudje tega zavedajo in da bodo šli na volišča in jasno pokazali, da jim politika arogance, politika ljudi, ki jim govorijo, da kljub draginji še vedno nimamo alarmantnega stanja, ker nimamo kruha v smetnjakih, da kljub temu živimo pa menda dobro, pač ljudje do tega ne bodo nagradili in bodo pokazali jasno, da so proti tej vladi in podprli koalicijo naših strank, ki se bo lahko še razširila ali pa bo ostalo takšno sestav. Jaz tudi verjamem, da tega sploh ne bo prišlo. Pa tudi, če bi, mi bomo pač konstruktivna opozicija, ampak zaenkrat ne razmišljamo o tem, ker se mi zdi, da ni realnih možnosti, ker zaupamo v pamet slovenskih volilcev, ker vsak volilec lahko postavi vprašanje, kdaj smo živeli bolje, kdaj je bila Slovenija bolj sproščena, kakšni so mediji danes, 4 leta nazaj ali danes. Mislim, da vsak volilec bi znal presoditi. No, jaz tudi zaupam slovenskim volilcem in mislim, da bo rezultat na volitvah vsekakor pozitiven. Kolikor bi bilo drugače, pa verjamem, da se bomo še večkrat videli tukaj. Zdaj imam pa tako še eno vprašanje za vse tri, pa če lahko bolj kratko odgovorite, brez pametovanja. Zakaj nikakor ne morete sodelovati z drugimi podmladki, naprimer s podmladkom SDS-a, podmladkom SLS-a, podmladkom Nove Slovenije? Žal je ta informacija napačna. Na vsebinah, kjer lahko sodelujemo. Jaz sem sam osebno sodeloval v večjih projektih tudi z njimi, in vedno sem jih vabil tudi k sodelovanju. Takšen je pač naš način dela, če pa oni se v določenih vsebinah ne najdejo za našimi predlogi, pa to pomeni, da se pač vsebinsko ne pokrivamo. Imamo drugačne poglede na družbo in to ni bilo pometovanje. Tudi v našem primeru sodelujemo z drugimi podmladki, se poznamo med sabo, smo v prijateljskih odnosih in jaz sem bila tudi edina predstavnica Levice, ki se je letos poleti udeležila turnirja v odbojki, ki ga je organizirala Mlada Slovenija Strunjana. Mi normalno na osebnem nivoju in tudi kot organizacija sodelujemo, normalno pa je, da kadar se programsko razhajamo, pač imamo nasprotna stališča, zato pa smo različni podmladki različnih strank. Ampak zakaj pa potem niste šli danes skupno v nabavo tega darila oziroma pripravo darila za premijeja, ne sema Abrahama, niste mogli nekako najti ta skupni jezik za skupno darilo? Težko bi našli skupni jezik v širši sestavi, ker pač ljudje, ki sedijo v tej vladi, ki sprejemajo tudi medijsko zakonodajo, takšna kakršna je, posledično govorimo o slonih v medijih, pač verjetno bi težko našli skupni jezik za njih. Mogoče bodo pa tudi oni kupili sloni. Ja, moram reči samo to, da na tej točki pač nismo usklajeni, ker smo programsko različni, kjer se da sodelovati, sodelujemo, sicer pa res medijska svoboda, zakon o RTV-ju in to so zadeve, kjer pač ne pridemo skupaj. Poleg tega smo želeli izkazati to našo koalicijo
Sicer smo sodelovali že prej, ampak zdaj pa še posebej. Ja, mislim, da temu ni kaj dosti dodati. Kot sem rekel prej, kadar pride do nekih vsebinskih razhajanj, v tem primeru je tako, pač ne moramo sodelovati, in zato smo se odločili, da gremo v to akcijo samostojno kot podmladki Levice. Hvala. Zdaj pa Lahko da še vidimo... nekaj samo izkoristil. No, da izkoristite. V imenu vseh treh sem prepričan, da se strinjamo vsi trije. Pozivamo ljudi, da ne grejo, predvsem mlade, da ne grejo v nedeljo na volišča, ne oddajo svoj glas pač po svoji vesti. Da vidimo te slavne, ki letijo klele. Aljoška.